fuck, stari? To se pravi, to je Mitsubishi Outlander PHEV. Smešen ime, ne? Se vem. V bistvu gre za plug-in hibrida. Avto ni nov, avto je prenovljen. Pravzaprav je tega prenovljenega Mitsubishi pa prvič pokazal, kje na avtosalonu v Ženevi letos. Zraven se je ravno kar usedel Gašper. Gašper je novinar na siol.net/avtomoto. Reč dober dan. Lepo zdrav si dal. Navigacija. Pravi, da se moramo znajti s pomočjo radarja, to se pravi, bereš, ne gledaš nič na zaslon. Sovoznik mora biti ves čas preseben. A bo to problem. In to je to, da se gre pelat, on pa še kaj v avto povedal, prav. Mogoče ena zanimiva sam na hitro, no, tale vzorc na teh vznetih zicih me spominja na Audi, da ne bom pokazal. Gled, takole izgleda ta vzorc, a imam prav ali nimam prav? Kaj so dobri. Pomaranča? Stari, je to čale sale? A je to čale sale, stari? Ne vem, kdo je čale sale. Presežem, stari, to čale sale. A je to čale sale, ali kdo je to? Stari, to čale sale. Čale sale, čale sale! Halo, čale! Sale? Ni bil? Jaz bi rekel, da ni bil čale sale. Kjer fail, stari. Tako na začetku gužva, ne znamo se vam z letališča spraviti. Veš si znaro, lega. Si probaš tega? Ne še. Tak malo mehak, ne. Kaj ko nam možeš? Mehke imaš red. Ok, po prvih parih kilometrih sem gotovo točno dve stvari. Ta prva, avto je izredno udoben, dobro, nisem ga peljal na makadav, ampak ves tak mehak je, prijeten, ne sme se ti nikamor muditi in če si v easy, je tak, zelo prijazen, tako se mi zdi za začetek. Ta druga stvar pa Mitsubishi, jaz sem prej bral pres material, izredno ponosen na ta svoj hibridni sistem. Da bom kaj več povedal, moram najprej na tiskovki slišati še mojstra, kaj bo vsem skupaj povedal, ampak načeloma prvi občutek, da vse skupaj vsi preklopi delujejo zelo nezaznavno. Ja, pa tukaj na avtocesti nucam pameten tempomat, vidiš? Ni pa tako, da bi znal avto tudi sam šoferati. Ma lane departure warning system, to pomeni, da če ti zamenjaš pas brez, da bi dal žmigovc, recimo takole, vidiš, te opozori. Mimogrede, Gašper je začel tisto zelo umazano igrico, ne, kada gre ti sedežev on, na high. Ja, naštima je bilo, ja, seveda. Je pa slikovito, stari, pa še te oblake, pa vse. Ok, z Gašperjem so se ustavili za sekundo, zato ker je tole res ena taka slikovita stvar, bo avto dobro zdaj na fotki. Čakaj, da veter neha. Kako sem rekel, Mitsubishi je zelo ponosen na svoj hibridni pogon, to pa zato, ker je na en tak zanimiv način zelo uspešno prilagodljiv. Pa da ne bom tehnično preveč zakompliciral. Lej, imaš tri načine. Ta prvo je, da avto lahko pele sam na elektriko, da drugi način je klasično hibridni, kar pomeni, da elektromotorju pomaga bencinski motor, mimogrede 2,4 litrski je. Tretji način je pa tako, da v bistvu bencin prevzame vlogo generatorja, da ta pomaga ustvarjati elektriko, ki pa žene vsa štiri kolesa. Ker v vsakem primeru, ne glede na način, je pa ta veter. Ta veter, stari, no. Stari, alo, nehaš! Če nekaj res, ne, prej sem rekel, da je avto zelo mehak, zelo prijeten. To že drži, ampak v trenutku, ko pa hočeš imeti pikico več, v smislu dinamične vožnje, tega pa ne mara. Gašper se je zbondil s koničkom, ne. Kva prav, dec? Dec mi je prepelo po klopce, ne. Gašper je na špart programu, se mi zdi, da graba eno kavo. A veš, Mitsubishi nam je pripravil nekaj, kar jaz nisem še nikoli doživel. A veš, ponovadi, ko prideš na kakšno avtomobilsko predstavitev, ti avtomobilska znamka pove, tam pa tam se moraš ustaviti, ko imaš coffee stop. Tukaj so pa sam zrihtali vse potrebne sestavine, pa so rekli, le, ustav se ti, kjer češ, mi smo ti pripravljeno košaro, notor dobrote, še kavomaco, bomo pogledali. Če bom jaz zdaj kavico od Cirilko skuhal. A veš, kaj ima 220 tle v kufru? Ne! Dela! Hvala. Šugadane! Ja, stari, gledajte zadnjega piškota se mora zmeniti. Masva gruntala, ne? Kako si ga bo razdelila, pa je Gašper predlagal, da laufova do točne kele, pa nazaj, pa tiska prijete prv. Tiska prijete prv nazaj, tis dobi piškot. 3, 4, zdaj! Stari se lepo popravne, sem te dva pelata pa 27 na uro. Mogoče še ena zanimiva, vidiš ti obvolanske ročice, ponovadi se jih nuca zato, da prestavljaš. Tukaj se ne rabiš s tem ukvarjati, lahko jih pa ponucaš zato, da določiš stopno regeneracije energije. Stopna nič, ko spustiš gas, se praktično nič ne zgodi. Stopna 5 pa avto fejs začne sam žlajfati, da čim več energije ujame, pa jo shrani za pol. Sem jaz to v redu povedal zdaj sploh? Razumljivo? Avtomobilski novinar. Stari, a greva? Greva.
Ok, pičemo dalje. Evo, mi smo pri hotelu, po moje je to za danes, zvečer imam itak tiskovko, če kaj zanimivo vam pokazal, če ne pa, ne, a je to. Open. You have the can to plug in there. Okay. All the electricity inside, outside. Wow, stari. What the fuck, stari? It's live. Zapri se.